Izpolnjevanje in oddaja poročila ODP nastajanje z uporabo aplikacije IS Odpadki. Aplikacijo IS Odpadki najdete na spletni strani storitve Arso. V brskalnik vpišite storitve Arso, kliknite na rezultat iskanja storitve Agencije za okolje na portalu gov.si. V aplikacijo IS Odpadki vstopite s klikom na gumb Vstop v aplikacijo, ki ga najdete na desni strani zaslona. Predizpolnjen obrazec poročila ODP nastajanje najdete tako, da v meniju izberete letna poročila in kliknete na gumb Vpis podatkov zavezancev. Odpre se vam tabela s seznamom poročil. V seznamu poročil poiščite vrstico, v kateri je poročilo z nazivom Letno poročilo nastajanje odpadkov s statusom zaključen in načinom poročanja avtomatsko V0. V stolpcu Izbira kliknite v krogec, nato kliknete na gumb PDF. Kreira se PDF izpis verzije V0 poročila, ki ga shranite na vaš računalnik. PDF izpis verzije V0 poročila je namenjen temu, da pregledate že vpisane podatke in jih primerjate s podatki iz vaše lastne evidence o nastajanju odpadkov in ravnanju z njim. Če vam bolj ustreza, lahko verzijo V0 izpišete tudi v XLS formatu, tako da namesto na gumb PDF kliknete na gumb Excel XLS. Ne glede na to, ali morate podatke v verziji V0 popraviti ali dopolniti, ali pa so podatki pravilni in popolni, morate zato, da boste poročilo lahko zaključili in oddali, kreirati novo delovno verzijo poročila. Novo delovno verzijo poročila kreirate tako, da v seznamu poročil poiščete vrstico, v kateri je poročilo z nazivom Letno poročilo nastajanje odpadkov s statusom zaključen in načinom poročanja avtomatsko V0. V stolpcu Izbira kliknite v krogec, nato kliknete na gumb Dopolni ali popravi. V seznamu poročil se pojavi nova vrstica z novo verzijo poročila s statusom V delu. V novi vrstici z novo verzijo poročila z nazivom Letno poročilo nastajanje odpadkov s statusom V delu in načinom poročanja avtomatsko V0, kliknite na podčrtano številko poročila v stolpcu ID. Odpre se okno drugega koraka, vnos letnega poročila, korak 2/5. Kliknite na gumb Naprej. Odpre se okno za vpis kontaktnih podatkov in opomb. Vpišite kontaktne podatke, obvezno vpišite ime in priimek osebe, ki izpolnjuje poročilo. Vpišite tudi telefonsko številko in ali elektronski naslov. Obvezno izpolnite polji opombe in podatki v tem poročilu so poslovna skrivnost. Vsa ostala okenca pod tema poljema pustite prazna. V polje opombe obvezno vpišite, zakaj boste oziroma ne boste spreminjali verzije V0. Poleg tega v to polje vpišite vse, kar nam želite dodatno sporočiti ali pojasniti. V polju Podatki v tem poročilu so poslovna skrivnost, s pustnega seznama obvezno izberite eno od vrednosti. Pravilnost vpisanih podatkov lahko preverite tako, da kliknete na gumb Izpiši napake. Če niste izpolnili vseh obveznih polj, se nad polji izpišejo rdeče napake. Podatke obvezno shranite s klikom na gumb Shrani, nato kliknite na gumb Naprej. Odpre se okno tretjega koraka, vnos tabel na letnem poročilu, korak 3/5. V tem koraku boste pripravili končno verzijo poročila, tako da boste dodajali, spreminjali ali brisali podatke v posameznih tabelah. Obrazec poročila ODP nastajanje vsebuje 3 tabele. Tabela 1. Nastali odpadki, tabela 2. Ravnanje z odpadki in tabela 3. Odpadno ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko. Pozor, tabelo 3
morajo izpolniti samo upravljavci pristanišč. Vsebina posamezne tabele je podrobno opisana v 3. poglavju navodil, ki jih najdete na portalu državne uprave gov.si, storitve Agencije za okolje, odpadki, poročilo o nastalih odpadkih in zagotovitvi ravnanja z njimi, ODP nastajanje, na spletnem naslovu https://poševnica www.gov.si poševnica državni-organi poševnica organi-v-sestavi poševnica agencija-za-okolje poševnica storitve. V polju Tabela na desni strani kliknite na znak za spustni seznam. Prikaže se seznam vseh tabel. S klikom na izbrano tabelo se prikaže tabela, v kateri lahko dodajate, spreminjate ali brišete podatke. Če želite dodati nove vrstice, nove zapise v tabelo, to naredite z izpolnjevanjem praznih polj pod tabelo. Kjer je na voljo, izberite vrednost spustnega seznama. Vpisane podatke potrdite s klikom na gumb Dodaj na seznam. V tabeli se prikaže nova vrstica, nov zapis. Polja, označena z zvezdico, so obvezna. Če teh polj ne boste izpolnili, se v tabeli ne bo pojavila nova vrstica, na kar vas aplikacija opozori z obvestilom. Če ne veste, katere podatke morate vpisati, vam je v aplikaciji na voljo tudi pomoč. Celotno besedilo pomoči se prikaže, če kliknete na napis Podrobno. Če želite popraviti že vpisan podatek ali dodati nov podatek v že obstoječi vrstici, potem v vrstici, v kateri je podatek, ki ga želite popraviti oziroma v kateri manjka podatek, kliknite na podčrtano številko v stolpcu ID. Podatki iz vrstice se prenesejo v polja pod tabelo, kjer jih lahko popravljate in vpisujete manjkajoče podatke. Ko zaključite, spremembe potrdite s klikom na gumb Shrani na seznam. V tabeli se prikaže vrstica s spremenjenimi oziroma dopolnjenimi podatki. Če želite izbrisati celo vrstico, potem v vrstici, ki jo želite izbrisati, kliknite v kvadratek v stolpcu Izbira in kliknite na gumb Zbriši označeno. Označena vrstica bo trajno izbrisana iz tabele. Za vsako posamezno tabelo lahko sproti preverjate pravilnost dodanih in spremenjenih podatkov tako, da kliknete na gumb Izpiši napake. Če so v tabeli napake in ali neobičajne ali nenavadne vrednosti, se nad vsako posamezno tabelo izpišejo rdeče napake in ali modra opozorila. Napake in opozorila, ki se v tem 3. koraku izpišejo nad posamezno tabelo, se nanašajo samo na podatke v tej tabeli. Priporočamo vam, da si za lažje delo napake prekopirate iz aplikacije v Wordov dokument. V vsaki napaki in opozorilu je na začetku napisana ID številka vrstice. Vrstico z napako lahko poiščete v tabeli ali tako, da kliknete na gumb Vklopi filter. Odpre se okno Filtriranje. V polje ID prekopirajte ID vrstice in kliknite na gumb Filtriraj. Prikaže se iskana vrstica, v kateri popravite napako. Ko napako popravite, kliknite na gumb Počisti filter. Nekatere napake so med seboj povezane. To pomeni, da se lahko takoj, ko popravite eno napako, popravijo tudi nekatere druge, z njo povezane napake. Zato vam priporočamo, da med delom večkrat osvežite seznam napak in opozoril, tako da kliknete na gumb Izpiši napake. Ko končate z delom v vseh tabelah, kliknite na gumb Naprej. Pozor, tabelo 3 morate izpolniti samo, če ste upravljavec pristanišča. V nasprotnem primeru jo pustite prazno. Odpre se okno 4. koraka, prikaz napak in opozoril, korak 4/5. V tem koraku se izpišejo rdeče napake in modra opozorila o napakah, ki se nanašajo na več tabel, bilanca.
Če v drugem in tretjem koraku niste odpravili vseh napak, ki se nanašajo na kontaktne podatke in ali podatke v posameznih tabelah, se na zaslonu izpišejo tudi rdeče obarvane napake in ali modro obarvana opozorila o napakah in ali neobičajnih ali nenavadnih vrednostih v kontaktnih podatkih in v posameznih tabelah. Rdeče napake morate odpraviti, če želite poročilo zaključiti in oddati. Preberite tudi modra opozorila o vrednostih, ki jih aplikacija prepozna kot neobičajne oziroma nenavadne, in preverite, če ste res vpisali pravilne podatke. Kljub tem opozorilom pa lahko zaključite in oddate poročilo. Napake popravite tako, da kliknete na gumb Nazaj, s katerim se vrnete v okno tretjega koraka, vnos tabel na letnem poročilu, korak 3/5. Ko popravite vse rdeče napake in pregledate vsa modra opozorila, kliknite na gumb Naprej, da se ponovno odpre okno četrtega koraka, prikaz napak in opozoril, korak 4/5. Za oddajo poročilo kliknite na gumb Zaključi in oddaj poročilo. Če ste popravili vse napake, še vedno pa so na zaslonu izpisana modra opozorila, ki ste jih v prejšnjih korakih preverili, kliknite na gumb Kljub opozorilom zaključi in oddaj poročilo. V obeh primerih se izvede zaključitev in oddaja poročila. Odpre se okno petega koraka, Zaključeno letno poročilo, korak 5/5. V tem koraku si lahko izpišete oddano poročilo v PDF formatu s klikom na gumb Izpiši poročilo v PDF. To lahko storite tudi kadarkoli kasneje. V seznamu poročil se oddano poročilo prikaže v novi vrstici. Oddano poročilo ima naziv Letno poročilo nastajanja odpadkov, status zaključen in način poročanja vnos _zavezanec. Oddano poročilo si lahko kadarkoli izpišete, natisnete ali shranite na svoj računalnik v PDF ali XLS formatu. V seznamu poročil poiščite vrstico, v kateri je poročilo z nazivom Letno poročilo nastajanja odpadkov, statusom zaključen in načinom poročanja vnos _zavezanec. V stolpcu izbira kliknite v krogec, nato kliknite na gumb PDF ali Excel XLS. Priporočamo, da z izpolnjevanjem in oddajo poročila ne čakate do zadnjega dne, to je do 31. marca. Če boste imeli po ogledu videa in prebiranju navodil še vedno težave z izpolnjevanjem poročila, priporočamo, da za vprašanja prednostno uporabite poštni predal isodpatki.arso@gov.si. Skušali vam bomo odgovoriti v najkrajšem možnem času. Lahko nas tudi pokličete. Ker pa je zelo veliko zavezancev za poročanje, pričakujemo veliko telefonskih klicev. Prosimo vas za razumevanje, potrpežljivost in strpen odnos. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav!